Lep pozdrav, dragi kolegi, dragi poslušalci, dragi gledalci. S Sašo začenjava serijo klepetov o marketingu, brandingu, tržnem komuniciranju in oglaševanju. Govorila bova sama, govorila bova z gosti, govorila bova brez povezovalca, mogoče tudi s povezovalcem. Ideja je, da se pogovarjava o stanju v tej naši dejavnosti, o spremembah, o pomenu podatkov in o novi realnosti tržnega komuniciranja. Ideja je tudi, da govoriva o svojih izkušnjah in znanju, ki sva ga pridobila, ga imava in ga na koncu koncev želiva deliti. Tu nekje skratka. Mogoče še tole, eden od razlogov za to je tudi v tem, da smo sami vstopili v pomembno transformacijo, da po 30 letih tudi navzven spreminjamo svoj koncept delovanja, saj smo prepričani, da je za to pravi čas. S Transformixom ne delamo rebrandinga Formitasa, temveč spreminjamo svoj poslovni model, procese, načine dela, odnose z naročniki in predvsem menjamo svoj pristop k brandingu in k komunikacijam znamk. Ok, Saša. Pojdiva najprej na začetek, na izhodišče, na čas, ko smo začeli s premislekom o nuji po spremembah našega jedra. Takrat si kot pomemben razlog za to rekla nekako takole. Živimo v novi realnosti tržnih komunikacij, ki pa jim naša stroka ne sledi. Daj, please. Razloži, kaj so ključna vodila v novo realnost. Zdaj ta provokativen odgovor na novo realnost tržnih komunikacij bi bilo mogoče celo bolj prav, da bi rekli kar nova realnost, kakršna je že kar nekaj časa. Zato bi se mogla vrniti kar na začetek interneta v bistvu, dobesedno. Ko se je internet začel premikati iz kategorije bolj digitalnih server room in IT guysov v tržno komuniciranje, oglaševanje in marketing, so vsi temu rekli disrupcija naše kategorije in pa oglaševanja in našega dela. Kar je najhuj, to disrupcijo smo potem vlekli do 2 leti nazaj. Vmes smo, ko je že bila investicija v digitalne kanale čez 25%, mi ta segment še vedno imenovali novi mediji. Tako da bolj realno bi bilo, da si pač priznamo in rečemo, to je pač ni nova realnost, ampak je realnost že kar nekaj časa tržnega komuniciranja. Zdaj, zakaj jaz tudi absolutno se opredeljujem o tržnih komunikacijah in tržnem komuniciranju in ne o oglaševanju ali pa marketingu? Marketing je zelo širok pojem in to, kar mi počnemo v naši industriji, je samo en del tega. Tudi nismo specializirani za to in je dosti žaljivo do ljudi, ki delujejo v širšem pojmu marketinga, da se samo vkličemo za marketingaše. Zdaj, zakaj pa ne govorim več samo o oglaševanju? Zaradi tega, ker oglaševanje se nanaša pa zopet spet na en ožji segment, ki se dotika znamk in znamčenja, ki je vezan na medijske investicije in na zakupe in na vse to. Torej, gremo vse en kategorijo više, ker je danes v množici kanalov, kjer komunicirajo znamke, to vključeno v tržno komuniciranje. Tržno komuniciranje samo po sebi vključuje vse, kjer znamka komunicira. Tudi interne komunikacije, tudi korporativno komuniciranje, tudi PR umeščanje, tudi BTL, se pravi na splošno. Zato je pravi termin za današnje čase ali pa področje, ki je za današnje čase pomembno, da ga v celoti gledamo, ko govorimo o zgodbah znamk, dejansko področje tržnih komunikacij. Zdaj, v Sloveniji smo bili na nek način vseeno malo zaščiteni, kakorkoli se nam je zdelo, da smo vseeno malo v slabši poziciji od tujih trgov. Kaj mislim s tem? Ko sem bila še v mednarodni mreži,
so nam iz centrale pošiljali dol ljudi za optimizacijo kanalov komunikacije, pa jih je bilo takrat veliko manj, kot jih je danes, ne. Ko so prišli s temi orodji, ne, so ugotovili, da pri nas nimajo kaj optimizirati. Imeli smo 3 televizije, par internet kanalov, se pravi teh danes poznanih družbenih omrežij, imeli smo outdoor in pa pač nekaj radijskih postaj. Dejstvo je, da to, kar mi danes doživljamo, je v tujini realnost že od začetka. Bilo je preveč in mnogo kanalov za premalo budžeta. In oni so dejansko morali že vrsto let nazaj poiskati prave kupce na pravem mestu in smotrno porabiti svoje budžete. Mi smo v to trčili zdaj v dobi podatkov, ki je ratalo novi buzzword, zato jaz pravim, da smo bili malo zaščiteni in edino, kar smo sledili po tuji praksi, je, da smo dodajali specializirane agencije, s tem smo si pa naredili malo škode, ne. Škode v tem pomenu besede, da smo določena znanja razdvojili, jih ločeno razvijali in premalokrat upoštevamo drug drugega. In je ratal en kup enih grozdov na trgu, ki so specializirani, pa zopet te specializirani grozdi so dodajali noter storitve od ostalih, ki jih v koru po kompetencah niti mogoče ne poznajo vseh. In smo s tem malo se razvrednotili do te mere, pa ne razvrednotili, bi rekla, da smo si povzročili škodo dejansko, ker bi premalo gledamo, uparjamo in gledamo celotno sliko in si delimo bistvene informacije. Predvsem, ko govorimo o uporabi podatkov danes, ki je današnji buzzword. Sprav, v bistvu je ključna poanta je v tem, da smo nekako izgubili celostno sliko, ki smo jo tam daleč nekje v 90-ih letih ali pa o prelomu tisočletja imeli in je bila to na nek način naša skupna ključna prednost, ker smo bili majhni, smo lahko držali roko nad vsem, zdaj pa to dejansko... In se zdaj soočamo s tem, kar so se takrat 15 let nazaj, tuje mednarodne mreže soočale, ne? Kako integrirati določena znanja v bistvo in v center in znamko držati skupaj. In to se zdaj pač dogaja. Škoda je samo ta, da mi to delamo na način, da vsak dodaja v svoj lasten vrtiček še neka znanja zraven, brez da bi mogoče osvojil prave kompetence, ali pa si postavil neko ogledalo pa rekel, ok, rabim še druge specialiste zraven, da dejansko lahko razberem, kateri podatki so tisti, ki mi koristijo, in se ne kar samo oklicati malo, da smo marketinška agencija ali pa vzemamo pa, smo pa specialisti za nekaj, ne. Zdaj, ko sem zaključila malo nas kritizirati o podatkih, pa kdo kaj prav gleda in koliko jih imamo in kaj, bi vseeno ti vrnila žogco z vprašanjem, da smo zelo samozavestno se postavili nekje med raziskovalne hiše in pa med agencije in da se umikamo in postajamo nek most med enimi in drugimi v tej transformaciji. Pa bi te malo ščelenžirala, da nam to pojasniš. Ja, tle gre za eno dejstvo, da je delo raziskovalnih inštitucij pri nas v bistvu odlično. Tipa Mediana, Valicon, Arhea, Aragon, Ipsos in mnogi drugi opravljajo odlično delo pri zbiranju podatkov. Mi sicer največ sodelujemo z Mediano in mogoče, da bo lažje razumeti, razložim na enem ali dveh primerih. Tipa TGI, IBO, radiometrija so na nek način zlata vredne baze podatkov, ki omogočajo milijardo različnih vpogledov in kombinacij, ampak zahtevajo vsebinsko res poglobljeno in močno analitiko. TGI-jeva baza, na primer, ti da nešteto možnosti, da iščeš in najdeš razloge in povezave med znamkami in njihovimi porabniki, da najdeš pravzaprav pravila
tržna pravila, ki obstajajo, in v bistvu ta morajo biti tisto vodilo, ki te pripelje do pravilnega razumevanja ravno teh odnosov med porabniki, potrošniki in posameznimi znamkami. Ravno ta pravila in ti vzorci obnašanja so pravzaprav ključni za celo vrsto aktivnosti, ki bi jih morale tako agencije na eni strani, kot tudi oglaševalci totalno upoštevati in spoštovati. Če imaš torej tiste analitične sposobnosti, veljavne vzorce vidiš, jih prebereš, jih zapišeš ter jih lahko uporabiš pravzaprav kot nekakšen veljaven zakon brandinga. Na eni strani, na drugi strani primer IBO podatkov. Ti podatki so sami po sebi takšni, kot so zapisani, ampak v bistvu so neuporabni. Govorijo o bruto vrednosti oglaševanja, ki sama po sebi pravzaprav ne pove nič, še več, lahko te pravzaprav tudi zavede. In sprejemaš na podlagi teh podatkov napačne poslovne tržno-komunikacijske odločitve. Če pa, in tule je res velika vrednost IBO podatkov, če pa te podatke križaš z drugimi podatki, jih medsebojno povežeš, lahko prideš do tistega, kar je ključno, do neto vrednosti oglaševanja, ki ti pa da realno sliko, ki ti pove, koliko tvoja branža investira, na koncu koncev, koliko tvoj konkurent realno investira v oglaševanje, in to je spet eno od pomembnih vodil pri povezovanju vseh podatkov, da pravzaprav in na koncu koncev ti omogoča korektno in pravilno planiranje prihodnosti tvojih investicij, tvojih aktivnosti v oglaševanju, in to zelo natančno. In ključ je absolutno jasen, ne. Poglobljena analitika, vsebinsko pravilno in logično tolmačenje, in to se mi zdi, da mi znamo početi res odlično in je na neki način naš izhodiščni DNK. In ja, nenazadnje prepričan sem, da smo v tem tudi unikatni na trgu. Namreč šele ko se poglobiš v podatke, in to ne samo te, ki sem jih omenil, a ne, gre za cel preplet analiz, raziskav, podatkov različnih raziskovalnih inštitucij na eni strani, podatkov, ki jih imajo oglaševalci o svoji dejavnosti, o prodajah njihovih izdelkov in tako naprej. In pač vse te podatke je treba pač povezati v smiselno in logično celoto vzrokov in posledic, in šele takrat se lahko lotiš konkretnega in pravilnega dela pri pripravi letne strategije tržnega komuniciranja. Zdaj te bom vseeno malo sčelendžirala na en del, ne, ker ko te jaz poslušam, vem, kaj misliš, ko govoriš. Zdaj, ko bo nekdo zunanji poslušal tale tvoj del, ki govoriš o investicijah, bruto investicijah in to, bo na prvo žogo zamahnil z roko in rekel, ampak to so podatki za medije. To so podatki pomembni za medijsko planiranje, za medijsko investiranje. Mi menimo, da ni tako, ne? Ja, absolutno ne. Kje je zdaj ta povezava med medijskim parceliranjem in uporabo medijskega dela podatkov, pa za tem, kar mi trdimo, da govorimo o znamkah in znamčenju in zgodbe znamk? Mislim, stvar je za mene zelo preprosta. Medijski del, torej investicije v oglaševanje, so zaključek vsega, kar oglaševalec mora početi. In so pravzaprav rezultanta, ki ti omogoča, da na pravi način svojo zgodbo sporočaš svoji
pravilno opredeljeni, natančno opredeljeni ciljni skupini. Nenazadnje, v bistvu je grozen, da še vedno velja reklo iz 19. stoletja, ko se je začelo oglaševanje, da smo vedno v težavah, da znotraj investiranja polovico denarja vržemo stran in imamo pač problem, ker ne vemo, katero polovico. Če delaš natančno, če medsebojno povezuješ vse podatke na pravilen analitičen način, lahko ta delež denarja, ki ga kao mečemo stran, absolutno zminimiziraš. Poanta je v tem, da greš in moraš vedeti z podatkov, ki so na voljo, moraš vedeti, kje te bo tvoja ciljna skupina največkrat videla, najbolje videla, na katerem kanalu bo pravzaprav, kateri kanal je tisti, kjer so njene reakcije optimalne, kjer je na koncu koncev vpliv na njihovo nakupno odločitev največji. Zato je ta kombinatorika tako, bom rekel, hudičevo pomembna. In še enkrat, je del pač celovitega strateškega koncepta, ki ga rabiš. No, in to je zdaj ta naš DNK, o katerem smo govorili, da je drugačen od ostalih. In zdaj jaz na tej točki absolutno ne želim, da izpade, da menimo, da nobena druga agencija oziroma nihče drug ali v Sloveniji ali kjerkoli ne obdeluje podatkov. Kar mi želimo pač pojasniti oziroma povedati, je, da naš proces dela je drugačen. In drugačen je ravno na tej točki, ki sem te challengirala, kaj je medijsko. Mi ne ločujemo v našem procesu dela, da medije naredimo na koncu oziroma ločeno, ker nam je tudi za zgodbo znamke pomembno, na katerem kanalu bomo lahko sporočali svoje zgodbe. In v bistvu, ko smo zbrifirani, čeprav to ni task briefa, se najprej lotimo čekiranja in redefinicije ciljne skupine in najprej pogledamo pravzaprav medijski profil ciljne skupine, da vemo, da prave napotke kreativni ekipi, ki bo tvorila na podlagi zopet poglobljenih uvidov v ciljno skupino, ustrezno, ne samo v ciljno skupino, tudi glede na pozicijo znamke na trgu, da bo kreirala in dopolnjevala pravilno zgodbo znamke. Zakaj je to mogoče, zakaj je to danes toliko bolj pomembno, kot je bilo 5, 10, 15 let nazaj, ko smo si z intuitivnimi metodami, kreativnimi metodami lahko velikokrat pomagali in delali pravzaprav absolutno pravilno in korektno komunikacijo posamezne znamke. Danes so se časi res spremenili, Jaz zelo rad govorim o tem, da živimo v času absolutnega informacijskega overdosa ali informacijske prenasičenosti. In tukaj mi je luškana zgodba 5 exabajtov, namreč fantje matematiki so izračunali, da je od začetka civilizacije do leta 2003 svet sproduciral 5 exabajtov informacij. Danes teh 5 exabajtov informacij pride ven v 2 dneh, 1 dnevu. Skratka, ta količina se je res ekstremno povečala in predstavljamo si, nas kot potrošnike v tem overdosanem informacijskem svetu in postavimo v ta svet brand, ki ni na vrhu naših prioritet. Zato je potrebna osredotočenost. Drug razlog definitivno je v tem, da ko opazujem in analiziram različne trge, mislim, da velja za vse trge, da tako konkurenčni, kot so danes, niso bili še nikoli. Luškan je v Sloveniji primer pivskega trga piva. 10 let nazaj smo imeli 3 znamke, danes je pa 300 na policah. In vsak se bori za svojega potrošnika. In
seveda, o tem, to si že tudi ti, na to si že tudi ti opozorila, a ne. Govorimo pravzaprav o neznosnosti količine komunikacijskih kanalov, ne. Gledamo 120, lahko 120 televizijskih programov, poslušamo 100 radijskih postaj, beremo desetine različnih tiskanih medijev, da ne govorimo o digitalnih kanalih, ki jih je neskončno veliko, na koncu koncev tudi mediji zunanjega oglaševanja se širijo in jih je ogromno in seveda znotraj tega, a ne, zopet pridemo do te dileme, kateri kanal, kateri medij je tisti, ki je za mojo ciljno skupino pravi. No, pa vseeno moram jaz zdaj pač tle malo se vključiti, da je Slovenija zopet malo specifična, ne. Mi pri nas imamo eno ne glih čedno lastnost znotraj naše industrije, da kar na hitro si posvojimo neki buzzword, ne. Če se spomnimo, smo vsi kar par let nazaj bili blockchain, vse se je delalo na blockchainu, pa je bil programmatik, pa bi jih še lahko naštevali pa NFC-ji, pa zdaj trenutno umetna inteligenca. Ampak kljub vsemu danes vsi govorijo o podatkih. Mi, kako to interpretiramo, tako kot si ti zdaj rekel, glede množice vseh podatkov, te podatke jih že imamo, ampak kaj z njimi počnemo, ne? Marketing, če gledam širši spekter marketinga, kjer se ukvarjajo tudi s prodajnimi potmi, cenami, cenovno politiko, distribucijo, supply chain, milijone enih področij, ki se jih tržne komunikacije sploh ne zaveda oziroma ne dotika, razen če rabi specifično neko kreativno rešitev ali pa nekaj narediti za to. Oni so veliko bolj vešči z obdelovanjem podatkov na nivoju kupca ali pa določene produkta, branže, cenovne politike, ker je poslovna analitika tukaj, ne. Ko mi govorimo na strani agencij o podatkih in o KPI-jih, govorimo ponavadi o zelo specifičnih KPI-jih, ki so ali dosegi, ali impressioni, ali click-through rati, oziroma pri brandingu, zavedanju in pri nekih tovrstnih kampanjah ali pa delih govorimo o tem, kako smo bili opaženi, neopaženi in vse to. Zdaj, kje smo mi res različni, ne? Kot sem prej rekla, ta naš DNK absolutno ne upoštevamo vedno vseh teh podatkov, ampak izluščimo iz zadeve. In lahko zagotovostjo trdim, ker sem bila na večjih agencijah, preden sem pristala pri nas, in se začela z nami ubadati in v predvsem kreativnih oziroma PR oziroma digitalnih vseh treh teh se kreativni umi oziroma proces dela prične z potrošnikom, ja, ampak z vpogledom in z neotipljivim delom, se pravi z emocijami, z osebnostjo in s tem. In to je osnova za nek insight, kreativni insight, iz katerega pride ideja. Naš proces absolutno se začne 2 koraka prej in 1 korak za tem, ko zaključijo delo raziskovalne hiše v bistvu, ne. Kar pomeni, mi redefiniramo življenjske sloge. In zakaj so življenjski slogi pomembni? Pomembni so ravno zato, ker v množici teh kanalov imamo svojo ciljno skupino, ne glede na starost, razpršeno po interesih. In zato so življenjski slogi ful pomembni. In nam je osnova predelava v bistvu ciljne skupine, ki jo dobimo kot brief, v življenjsko-slogovne, ki so nam potem osnova za nekaj, kar je drugače splošno se uporablja pri medijskih strategijah, da pogledamo, na katerih kanalih se nahajajo. Še več bom vseeno to povedal, čeprav je mogoče malo kompliciran, ne. Ne gre samo za to, da je pomemben življenjski slog, ključen je. Rabiš definicijo po življenjskem slogu, ampak zelo koristno je, da to kombiniraš še s teorijo, ki je stric Everett Rogers postavil, se je vsem znana, iz njegovega dela Diffusion of Innovation. On govori o inovatorjih, zgodnjih sledilcih, zgodnji večini, pozni večini in mečkačih, ne. In je dokazal, da znamke, ki imajo prihodnost, znamke, ki jim raste tržni delež, imajo večji delež inovatorjev, zgodnjih sledilcev in zgodnje večine kot ostalih in obratno. Torej, ob življenjskem slogu je ključno,
da znamo definirati ciljno skupino tudi po Rogersovi segmentaciji in delamo pač tule kombinacijo, ki dokazano daje optimalen rezultat za vsako znamko. Je pa absolutno ne smemo zavrči, da v tej točki, ko po teh procesnih delih pač naredimo kljukice in imamo ta vprašanja, ne zapostavimo pa celotne arhitekture znamke in pa zgodbe znamke. Mi v našem DNK-ju, če že govorimo o DNK-ju, pa zakaj smo res tako unikatni, imamo doktor Andreja Pumpeta, ki je starosta na trgu in en izmed bolj priznanih strokovnjakov o strategiji, arhitekturi znamke in znamčenja, in na drugi strani tebe, Mitja, kot tudi enega izmed bolj uveljavljenih strokovnjakov na trgu. In mislim, da je to dvoje, tvoj pogled z razumevanjem znamke, dosega znamke, ciljne skupine in to, in pa na drugi strani tega storytellinga in esence zgodbe, kako to dvoje združiti v zgodbo znamke in kako iz tega skreirati še druge zadeve, da ne pozabimo tudi arhetipe in vse elemente, ki so poleg logota in vsega pač pomembni za neko res močno, dolgoročno izgradnjo rasti znamke same po sebi. Tle moramo opozoriti na to, da ravno pri oblikovanju zgodbe znamke in pri določitvi ali izboru arhetipa posamezne znamke pogosto prihaja do napak, manjših ali večjih, ker ne upoštevamo enega pomembnega dejstva. Namreč znamka sama po sebi nima svojega realnega obstoja in je zgolj in samo zbir percepcij, ki jih v glavah nosijo potrošniki, kar pomeni, ključno je, da vemo, kakšni so zapisi v glavah potrošnikov in v glavah naših porabnikov. In iz tega ven znamo analitično potegniti seštevek vrednot, osebnosti in značilnosti, ki so temelj za oblikovanje zgodbe znamke. In naprej, to je potem osnova za na koncu koncev tudi določitev arhetipa, kjer se moram pohvaliti, po mojem smo med prvimi pri nas sigurno, mislim pa, da tudi širše, ki znamo celo arhetipsko moč v konkurenčnem prostoru izmeriti in na ta način izračunati. In ta pot je gotovo bolj učinkovita, bolj gotova, bolj zanesljiva, kot če se za zgodbo in arhetip odločite v podjetju. In absolutno bi to mogel biti po moje del briefa agencijam. Zakaj? Ker če delamo neko kampanjo, ki je ali repozicioniranje ali želimo pač videti, utrditi pozicijo na določenem trgu, lahko se nam z pravilno izmerjenim arhetipom pokaže, kako nas percipirajo pač kupci. Če nas kupci ne percipirajo tako, kot mislimo, potem imamo pred sabo čisto drugo pot, kaj moramo delati komunikacijsko in zgodbami in s kanali in z vsemi mojimi aktivnostmi, povezanih na tržno komuniciranje. In zdaj, da ne bo izpadlo, da dejansko moraš res čisto vse zmeriti, je pa fino, ko ključne odločitve sprejemaš, da pač to veš, in ključno je, da te podatke pravilno spremljaš tudi tekom pač vsega, kar počneš, ne vse vedno konstantno, ampak absolutno je pa fajn. In fino bi bilo, da pač se jih upari in se jih pač agencijam oziroma tistemu, ki kreira ali pa snuje zadeve ali pa upravlja, pač tudi nazaj poda. Zdaj, znotraj današnjega hitrega tempa komunikacij, ki smo zbombardirani, ne smemo pozabiti na hipne kampanje oziroma te, rečemo temu malo enodnevnice ali pa karkoli. Absolutno to ne pomeni, da jih ne delaš, ker dolgoročno ne doprinese na znamko, ampak absolutno pomeni, da prevečkrat pozabimo, da mora biti znotraj okvirov arhitekture in atributov in osebnosti in vsega, kar znamka v sebi nosi kot esenco, da predstavlja potrošniku, in absolutno ne smemo pač hipne kampanje narediti samo zato, ker se fajn sliši oziroma bo fino to. Jih pa znamka potrebuje, zaradi tega, ker na ta način opozarja dejansko potencialne nove kupce na to, da je dinamična. Poanta
je po mojem mnenju v tem, ne, da znamka se mora držati svoje zgodbe, mora imeti ključne besede, okrog katerih se vrti in govori pravzaprav vse te elemente, a ne. Ampak to ne pomeni, da mora na področju kreativnosti se ponavljati do nezavesti. Absolutno ne. Kreativnost je ključna, je pomembna, mora se spreminjati, ampak mora ostajati v okvirih, ki jih dovoljuje zgodba znamke, ki jo upravljaš. Če poskušam majčkeno rezimirati, a ne, kot sem povedala, ključno je pravilna definicija ciljne skupine po tistih ključnih elementih, ki so ta pravi. Ključna je arhetipska zgodba znamke, ki se jo moraš držati. Govorila sva o tem, kako pomembno je, da zgodbo znamke, torej pravim ljudem, sporočamo prek tistih kanalov, ki so za našo ciljno skupino najboljši. In to je plus minus to, kar v izhodišču rabimo, ne. Še eno področje je, ki se ga mogoče lahko dotakneva, in to je določitev ciljev, KPI-jev. To je na neki način tudi vprašanje, s katerim se srečujemo in je aktualno te dni. Jaz bi se najprej pri tem vprašanju vrnila nazaj na definicijo ali pa na vprašanje, kaj pojmujemo kot uspešno, ne. Če hočemo reči, to je bilo pa uspešno, moramo zelo jasno vedeti, pod katerimi kriteriji uspešno. Je bilo uspešno, ker je ful kreativno, pa je dobil nagrado za najbolj kreativno ali pa inovativno pač kampanjo, ali je uspešno zato, ker je dobila EFI-ja za efektivno pač kampanjo, ali je bila uspešna, ker je dolgoročno dvignila brand awareness za, ne vem, 30%, ali je bilo uspešno zato, ker smo zbrali največ leadov v zadnjem času, oziroma končni cilj pač vsakega naročnika oziroma oglaševalca je v vsakem primeru pač uspešna prodaja, ne. Karkoli od tega mi delamo. Ampak navkljub vsemu, ne, če hočemo mi z našim delom vedeti, kaj je uspešno, moramo na začetku zelo jasno se definirati naš cilj. In ta cilj, ali gre za učinkovito, za prodajno, za pridobivanje kontaktov, za zavedanje, se pravi, teh ciljev je lahko neskončno. Vsakega se da zmeriti, ampak nima pa vsak od teh enakih KPI oziroma podatkov, ki jih mora zbirati, in tudi ne morejo biti vsa poročila potem enaka in enako pomembna. Se pravi, je zelo res pomembno, da si na začetku zelo jasno, preden se vržemo v proces dela, razjasnimo, kaj bomo počeli, kateri cilj imamo pred sabo. Lahko sta tudi dva, lahko ima posamezen kanal sporedno čist drugega, ne. Se pravi, lahko delamo dvig zavedanja o nekem produktu ali pa znamki, sočasno nam je pa vzporedno z recimo glavno kampanjo cilj pač pridobiti v tem času čim več kontaktov oziroma zbrati čim več kontaktov ali pa nekih testnih voženj ali pa oziroma, se pravi, in ta dva cilja se ne izključujeta, ampak je pa absolutno moramo, zato če bomo na koncu hoteli reči, ta kampanja oziroma ta naša rešitev je pa ful uspešna, moramo zelo jasno si zastaviti nek cilj, ki se ga meri na drugačen način. In odtle tudi potem dobimo ven, kateri KPI je pomemben, kateri podatek je pomemben in katere podatke na koncu koncev tudi upariti v nekih poročilih ali pa skupaj pogledati. Tudi če nam te zadeve dela več različnih agencij ali pa več različnih specialistov ali pa skupin ljudi, ali pa celo, če oglaševalci sami to delajo. Na koncu koncev verjetno šefa oziroma kogarkoli znotraj podjetja zanima pod črto, kakšen je skupni rezultat. Zato je naše prepričanje, da absolutno ne smemo teh podatkov imati kot samo, mi smo svojo kljukico naredili, mi smo za svoj del KPI-jev ali pa ciljev to zrealizirali, to smo rekli na začetku, to je naš rezultat in poslati samo za ta segment. Absolutno menim, da je to premalo. Če želim jaz sebi, tudi če sem imela samo en kos del cilja na sebi v naši agenciji, je meni absolutno pomembno, kako je ta delež doprinesel k ostalim zadevam in kakšen je overall rezultat. Zakaj? Zaradi tega, ker lahko da je posredno nekaj drugega, kar ni bilo v moji roki, vplivalo tudi na moj rezultat. In če tega ne razumemo in če tega pravilno ne gledamo, tudi naročnik oziroma oglaševalec ne more imeti popolnoma jasne slike, kateri so zdaj bili tisti kanali, so bili uspešni, kjer, ne vem, oglas je delo, katera zgodba je boljš delala, ne. Se pravi, tle je ful variant, ki jih moraš celovito pogledati
da na koncu lahko rečeš ta uspešnost, ne glede na to, kjer cilj je bil, ne, zbran. Ampak se mi zdi, ne, da veliko poročil, poročanja, spremljanja KPI-jev, se da pravzaprav zelo elegantno narediti. Na koncu koncev imamo, spet, če se vrnem nazaj, imamo TGI-jeve podatke, imamo, medijske podatke, v večini, medijev oziroma kanalov je spremljanje učinkovitosti prek poročil, ki jih imamo na voljo, pravzaprav, korektno, pravilno in nam omogoča, pravilna sklepanja. Zdi se mi ali pa opažam, da je pravzaprav z največ težavami se srečujemo v tistem delu, ki je vezan na komunikacije skozi digitalne kanale. Tukaj imamo na eni strani razpršenost, dobaviteljev, torej različnih, medijev, ki jih zelo pogosto upravljajo različne agencije, različne skupine ljudi in se pravzaprav dostop do podatkov, ki ni unificiran, malce izgubi. S tem se pa izgubi tudi pravzaprav, dostop do tega, da znamo presoditi, kaj je bolj učinkovito in ne. In tule, ne, zopet, se mi zdi, da smo razvili, imamo neko, rešitev. Absolutno. Zdaj, jaz moram vseeno malo še replike dati na eno tvojo. Mi smo specifični zaradi tega, ker res uporabljamo tudi medijske raziskave in si sami zavrtimo te rezultate, pač, in si lahko interpretiramo. Na splošno na trgu, če ti upravljaš samo en del kanalov ali pa en del posla znotraj tega tržno-komunikacijskega spleta, ti nimaš uvida v te zadeve. Ti absolutno ne veš, kaj se dogaja v outdooru, na radiju in teh, če upravljaš recimo digitalne kanale. Plus tega tudi, če upravljaš digitalne kanale organsko, ne, ti veš samo, koliko je bil boostan tvoj post, pa kakšni so določeni pač parametri, ki jih tam vidiš, ostalo si odlepljen, ne. Tle se meni zdi zelo škoda, da se malo parcialno tudi sami sebi tolažimo, pa ne vpogledamo te cele slike, ker šele, ko upariš to vse tudi na digitalu, sploh zaradi tega, ker je tako razpršen, ti dobiš pač neko realno sliko, kaj je delovalo. Pa ne samo, kaj je delovalo iz vidika investicije in umeščanja v kanal, ampak tudi, katera kreativa je delovala. Tudi lahko imaš za eno kampanjo različne kreative, ker nagovarjaš različne ciljne skupine na istem kanalu, ne. In absolutno imamo na digitalu največ podatkov zbranih, po drugi strani pa najbolj razpršene in najslabše obdelane. Parametrov, ki jih moramo spremljati na digitalu, že je toliko, da je zelo težko celovito pogledati sliko. Imamo od klasičnih oglaševalskih kanalov, imamo od iskalnikov, imamo od družabnih omrežij, imamo od plačljivih oglasov na družabnih omrežjih, organskih vsebin na družabnih omrežjih, in že če samo to damo skupaj, kje so potem še vplivneži in to, in vsak ima nek svoj kriterij nečesa poročanja, mislim, da je to absolutno napačno in je to treba upariti. Mi pač smo razvili neka orodja in zato lahko govorim, da smo tule uspešni, da jih imamo, da obvladujemo te podatke in da pri nas to ni buzzword, ne. Absolutno pa tle potrebno širši spekter znanj, ki ni lasten digitalnim agencijam ali pa digitalnim medijskim agencijam ali pa agencijam, ki se ukvarjajo z vplivneži. Zakaj? Zaradi tega, ker imamo v DNK-ju, tako kot smo rekli, smo pač drugačni, in smo malo pač hrčkasti in zavezani za kopanje po podatkih, ampak nakljub vsemu pač na koncu vidiš, ali je to imelo vpliv na znamko in kateri elementi so imeli vpliv na znamko in kateri so imeli najboljši vpliv na to znamko. In se mi zdi to fajn za zaključek, ne. Torej, na neki način govorimo o splošnem overdosu informacij, hkrati govorimo pa tudi o overdosu podatkov, ki nas lahko zavedajo in rabijo nekoga, in to ne samo v digitalnem svetu, all over the place,
Podatkov imamo ogromno, podatkov imamo na koncu koncev preveč. Ključno in pomembno je, da jih znamo delati selekcijo in da znamo podatke medsebojno povezovati v logično pravilno celoto. To je. In jih transformirati, koliko smo se mi transformirali, in to bo zdaj počel naš Transformex. Tako je. Če ste zdržali do konca, hvala vam, se še vidimo in slišimo. Lep pozdrav.